letošnji cikl Matice pod zvezdami začenjamo s prav posebno knjigo, ki je navdihnjena knjiga, kot bomo gotovo izvedeli tudi iz današnjega pogovora. To je Trboveljska knjiga. Gre za 15. knjigo v zbirki Knjige mest, ki iz različnih gledišč osvetljujejo vidna in tudi bolj skrivna življenja slovenskih mest. Pa ne samo slovenskih mest, ampak tudi mest zunaj meja Slovenije, kjer živijo, ki jih soustvarjajo, ki so jih soustvarjali Slovenci. Zelo sem vesela, da lahko nocoj pozdravim urednika te knjige, avtorja zbora, besedil in tudi slikovnega gradiva, pesnika Uroša Zupana in urednico te knjige, dr. Ignacijo Frider-Jarc, ki je danes podarjen vlogi izključno urednice knjige z nami, ki bo pogovor vodila. Lepo pozdravljena in želim vsem skupaj lep večer. Lepo pozdravljeni in lep dober večer. Hvala Miljani za te uvodne besede. Bi jih pa malenkost popravila. Ni samo dogodek Matica pod zvezdami, ampak je dogodek Matica med zvezdami. Danes imamo namreč v naši sredi in počaščeni smo Uroša Zupana. Dragi Uroš, tikala se bova, poznava se že kar nekaj desetletij in odkar te poznam, se mi zdi, da ne bi bilo Trbovelj brez Uroša Zupana in ne Uroša Zupana brez Trbovelj. Kakšen je zdaj ta odnos potem, ko ne samo, da si Trboveljev besedil v svoji poeziji in esejih, ampak ko si uredil to knjigo, v kateri so združena tudi besedila drugih avtorjev, ki so o Trbovljah pisali, ki so bili tam rojeni, ki so v njih ustvarjali tudi svoje likovna dela. Izvoli. Jaz pa Trbovlje zdaj, ne. Če 30 let nazaj je bila zadeva diametralno nasprotna, jaz bom rekel, da sem zbežil s Trbovlja, zaradi tega, ker me okolje utesnevalo in zaradi tega, ker pač okolje ni imelo posluha za tisto, kar jaz počnem. Izgleda, da je najtežje biti, ko se temu reče, prerok v lastni, ne vem, vasi, kako se že temu reče. Ampak potem kasneje, recimo kakšnih 10 let kasneje, je pa prišlo do nekakšnega kopernikanskega obrata, sem pa jaz spremenil ta svoj odnos do Trbovlja. Tako da sem precej pisal o Trbovljah, predvsem zaradi tega, ker sem čutil, da se staram in sem hotel ujeti nek občutek nekega statičnega brezčasja, nekih zlatih zajetij časa, ki sem jih čutil kot otrok v Trbovljah. In zdaj, če me sprašujejo ljudje, zakaj jaz pišem o Trbovljah, je to, mislim, tisti najbolj natančen odgovor. S tem, da se zdaj, jaz pišem pač o, ne vem, o 60-ih ali 70-ih letih, recimo o 80-ih še tudi, no, največ. Ampak zdaj z današnje perspektive, čeprav ima to pisanje podlago v nekih resničnih dogodkih, ne, ampak zdaj se je čas tako spremenil, mislim, te navade časa, da se mi zdi, da je tisto, kar je napisano, kar napišem, da sem si izmislil, da to sploh ni, da je fikcija to, ne? Mislim, da ni res. No? To je nek na hiter v parih stavkih ta moj odnos do Trbovlja. Morda pa bi vendarle za še podrobnejšo ponazoritev tega odnosa prebral pesem, ki je Trbovljem posvečena in je tudi v izboru Trboveljske knjige. Lahko prosili za to? Ker pesimistično, ker je ta pesma. Tista ena je revolucionarna, prva. Ta prva revolucionarna, kaj? Tukaj se Janiju Novaku oproščam že naprej. Tako da, kje pa je ta pesem? Čisto na začetku je, ne vem, kje je. Jaz sem si določen na list, ker smo noter v knjigo, če bi kakšne tekste bral, ampak te pesmi nisem imel namen
brati, tako da to je pesem, ki je bila napisana, ne vem, 32 let nazaj, 61. No, skratka pa ponazarja pa tisto, o čemer sem govoril na začetku, mislim, ta nek odnos do Trbovelj, tam izpred 30 let in več, 30 in več let, posvetila rodnemu kraju. Dimniki, kotli v predverju Dantejevega pekla, astmatična sapa starih lokomotiv, električne centrale v ustih moloka, v ustih mutantov, metropolis v nožnici razpotegnjene doline. Kje si Vladimir? Kje si Majakovski, da vidiš fosforescentne možgane krtov, ki glodajo podem pod mojimi nogami? Futuristične vizije, delavsko-človeška diktatura kromiranih strojev industrijske civilizacije, frenetična recitacija Podbevška, zraven pa blagi vzdihi knjižnih moljev, orgazmi akademikov, mrtvi so Kosovi levi manifesti, mrtvi, odšel rdeče in dobil ključnico. Trbovlje, Bog je mrtev, je vzkliknil Niče in pozabil dodati, da je Bog umrl v Trbovljah, v jazbini, ki je neštetokrat povila revolucijo. 10 let pred tistim, ko je Hitler postal resnična groza, je dala po pički zlikanim orjunašem, 10 let po tistem, ko so vas z zavezanimi očmi in zalepljenimi usti peljali v paradiž, so se stresle krtine. Trbovlje, ponovno rojstvo avantgarde. Laibach dela denar iz cementnega dreka. Laibach vleče za jajca vesel na občestvu. Laibach diktira modo praznoglavim nekrofilom. Potoval sem skozi Cleveland in Pittsburgh, skozi oko slovenstva in gledal stralno projekcijo svojega rodnega kraja. Nikjer nima miru. Kaj sploh počenjam tukaj? Hvala, Uroš. Zakaj sem prosila, da prebereš to pesem? Zdi se mi, da je kot nekakšen manifest tudi tej knjigi, ki si jo uredil. Da pravzaprav pričuje o neki poetiki ali pa metodi, s katero si to knjigo, trboveljsko knjigo zasnoval, gradil predvsem ni kronološko zasnovana od prvih historičnih zapisov Trbovlja, ampak si gradil svoj izbor predvsem na avtorjih, ki poudarjajo to socialno, tudi revolucionarno, delavsko tradicijo Trbovelj. Tako da z 32-letne distance je ta pesem deluje kot postavljanje študenta primerjalne književnosti, ki dokazuje, da pozna pač dogodke v zvezi s slovensko zgodovinsko avantgardo in pa z določenim tipom književnosti, ki se ukvarja z podobnimi temami. Verzije v zvezi s skupino Laibach so osnovna motivacija, da so napisani, je seveda zavist, ne? Mislim, tako da to je bilo v 80-ih letih pisano, Laibach so bili seveda absolutno glavni, lahko smo jih gledali na MTV-u, imeli so tukaj svoj dvor v Ljubljani, jaz sem pa bil tam v Trbovljah in sem gledal, sem rekel, ti poglej, kako je in gre, kako je to. In seveda sem bil zavisten in sem napisal te verze. Kar pa zadeva knjigo, to je mogoče, knjiga je na dveh principih utemeljena, tako ima tudi ta spremna beseda, ki sem jo napisal na koncu naslov. In sicer jaz nisem hotel, da se Trbovlje predstavijo oziroma da delujejo izključno na tem nivoju neke stereotipne predstave o Trbovljah. Stereotipne predstave kot predstave o industrijskem kraju. V bistvu bi bilo najboljše, da bi tle prebral en tale začetek. Aha, to je takole, evo, to sem hitro najdel, potem sem gotov, da sem pozabil dati očala, pa da vse en vidi. Skratka, to je Tomaž Brejc je napisal en tekst o sliki Rdeči reviri, sliki Irvinov, kjer se ukvarja z genezo slike, s tem, kako je nastala z NSK-jem, z Laibachi kot osnovo tega. In tukaj je en kratek v bistvu manifest, dejansko manifest, ki ga je, kakor je meni rekel Roman Vralnik, ki mislim, da ga je Martina
sestre so, ena je pesnica, ki je že pokojna, ena Martina in Tatjana Soldo, napisala, skratka, tista, ki ni pesnica. In sicer premog in kri, motivi rudnikov Trbovlje, ki oglednijo pod orjaškim bremenom zgodovine, premog in kri. Kri rudarjev, pretočena v simbol, kri slikarjev revolucije, ki so verjeli v svoje delo, organski spoj umetnosti, nove ideologije odrešitve in tako naprej, skratka v tem tonu. To se mi zdi, da je en princip tega, neka stereotipna predstava, ki vlada o Trbovljah. In tudi tista moja pesem, ta prva, ki sem jo prebral, recimo, bi lahko rekel, da sodi v ta kontekst, ta pogled na mesto. Ne. Obstajajo pa tudi še neke druge in drugačne Trbovlje. Trbovlje, v bistvu bom rekel, da so tudi Trbovlje moje generacije. Skratka, Trbovlje kot neko mesto, kot urbano središče, kjer so se pač dogajale podobne zadeve, kot so se dogajale v mestih, v urbanih središčih, ne samo pri nas, v večjih mestih, ampak po svetu. Skratka, mi smo bili generacija, ki je s popkulturo odrasla. Mi smo bili generacija, ki je hodila na rock koncerte. Mislim, ti skratka, bendi z bivše Jugoslavije, pa tudi nekateri tuji bendi, Trbovlje so bile kar neka točka na tem zemljevidu. Ne. Imeli smo kino, imeli smo bazen. Skratka, dogajalo se je življenje, ki je šlo mimo te ustaljene predstave o Trbovljah. Čeprav so bili, recimo, bom rekel, člani naših družin, ali so bili to starši, ali so bili to stari starši, upeti v tisto, ta prvo zadevo, recimo, ali so bili zaposleni na rudniku in tako naprej. Ne. In jaz sem hotel v to stereotipno, to predstavo o Trbovljah na nek način razbiti in pokazati v knjigi, da so bile Trbovlje tudi neko drugačno mesto. Ne. In večina teh tekstov, ki pokrivajo zdaj recimo ta prvi pol, ne, to so starejši teksti o Trbovljah, recimo, to je najbolj eklatanten primer je socialna lirika, ne, ali tukaj Selišker, ali Mile Klopčič, recimo, in pa ekspresionistične pravljice, ki jih je pisal Ludvik Mrzel. Recimo, antipod Mrzelu je v tej knjigi, je pa proza Mire Mihelič, ker Mira Mihelič pa prihaja z nekega drugega okolja, recimo z tega, bom rekel, trgovsko-meščanskega okolja. Ne? Ona je v Trbovljah preživela pred svoje otroštvo. Tako da sem jaz tekste, ki so, ampak večina teh tekstov, ki govori o tem položaju delavskega razreda, o delu, o znoju, o krvi, o lakoti in tako naprej, to so teksti, ki so skoncentrirani na obdobje skratka, pred drugo svetovno vojno. Ne. Imel sem v bistvu težavo, teh tekstov je precej, ne, mislim, ali vsa ta socialna lirika, kar sem zdaj naštel, imel sem težavo v bistvu najti tekste, ki bi prikazovali to drugo, ne, ta drugi pol mesta. Ne. Ampak sem jih na srečo sem jih najdel, recimo, ne, ti teksti sploh, mislim, razen teh mojih tekstov, sploh niso bili objavljeni v knjigah, recimo, ne, ampak sem vedel, da moj prijatelj Jani Guna piše eno knjigo o glasbi in mi je dal to za prebrati in sem bil navdušen, mislim, nad njegovimi teksti. Potem je Aleš Gulič je pisal neke te kratke, poetične zabeležke v mestu, skratka, to je en tekst. Potem Rudi Špan je bil pa nek, bom rekel, mestni posebnež, ki je vedno hodil okrog po mestu z ploščami pod pazduho. In jaz sem vedel, da je on napisal roman in da je bil en odlomek romana objavljen v dialogih in sem šel to iskat, pogledal na kopi, šel iskat in sem pač najdel ta odlomek romana in ta roman je tudi noter. Skratka, je nekaj tekstov, vključno tudi z mojimi teksti, kot ti visokopletene provincialni Kozenik ali pa tekstov s Srečarni Zanzibar, ki pokrivajo tudi ta segment Trbovelj. Ista zgodba je seveda tudi za slikovnim gradivom. Ne. Je pač slikovno gradivo, ki je vezano, ki je pač vezano na industrijo, na te tako imenovane, ne vem, industrijske krajine, recimo, skratka, nekaj, kar je nastalo z analitičnega kubizma. Potem so tudi tukaj slike, recimo, te od Irvinov, pa slike, to, kar ta likovni del skupine Laibach, recimo, imam pa tudi slike, ki pa kažejo tiste druge Trbovlje, ki so nekako, bom rekel, komplementarne tem tekstom, tem zadnjim, ki sem jih naštel. Ne. Skratka, to so pa Leopold Hočevar, recimo, v bistvu on je najbolj
bom rekel, da je najbolj slikal Trbovlje, recimo čeprav je tudi te industrijske objekte delal, imam neka krasna slika te elektrarne z najvišjim dimnikom, ki skoraj deluje pop-artistično, recimo. Ampak drugače je pa slikal te določene predele Trbovlje. In zdaj, če te njegove slike gledaš, Zoran Poznič, bivši minister in moj prijatelj, je enkrat rekel, gledaš to Hočetovo sliko, ki kažeš, ki ta štafelaj nosil okrog in šel zjutraj ob 6, ali takrat se je danit začel pozim, sliko Žabjek, pozim, ampak ta sneg je bil mogoče, če je zapadel, je bil bel, ne vem, eno uro, potem je že čist cel vrato, zaradi vse te onesnaženosti in saj. Je rekel, gledaš te slike od Hočeta, je rekel, prav čutiš, kako ti čevlji ne tesnijo dobro, pa kako stojiš v snegu in kako imaš mokro čevljik. Skratka, to so tudi te, ali pa v Drijavca krasne slike tega bazena in tako naprej. Antonijo Živkovič fotografije, mislim, to tudi spada absolutno v ta kontekst, kako res vidim to, teh drugih Trbovlj, tega drugega pola, sploh, ker je pač Antonijo približno toliko star kot jaz in dejansko jaz skozi te njegove fotografije vidim prav neko generacijsko zgodbo, kaj smo počeli. Tudi neke slike pa neke fotografije sem dal čist nekih svojih sentimentalnih, prvič zaradi tega, ker so dobre, to drugič pa tudi z nekih svojih sentimentalnih razlogov v knjigo, ker me pač spominjajo na neke prostore, na katerih smo se včasih družili in kjer smo bolj rasli. V bistvu bi rad povedal, kako sem se sploh, to, ker se mi zdi zanimiva anekdota, no. Mislil sem, da me boš to najprej na začetku vprašal, ampak zdaj bom pa kar sam povedal. Kako sem se lotil, mislim, kaj bi sploh povod, da sem šel tole knjigo delati. Pred, ne vem, kakšnimi 200 leti sem bil na nogometni tekmi na Rudarju. Rudar je igral takrat verjetno že Bunkocliga, tu verjetno veste, kaj je Bunkocliga, to je 5. liga, ne vem, kaj so takrat že igrali, no. In smo stali dol pod pokrita tribuna, potem pa rokometno igrišče, tam dol smo stali, Rudar nekako ni posebej dobro igral, en gol so dobili, nekdo jim je dal, vedno se spomnim, z kornera, krasna žoga za vrtinčena, s kornera, prstna žoga je šla v gol, kot Blaž Sliškovič včasih. Ampak publika, ta Torcida Trbovljska, to je navijaška skupina, ki je prevzela to ime, mislim, da ste od Hajdukove navijaške skupine od Torcide, gledati je, Rudar je slabo igral, sodnik tudi ni sodil, kako bi mogel soditi, pa sem pa slišal tako, je rekel, leko dela, ne bojo nas fukali, pizdamo materna, pogledaj, kaj počne. Je rekel, ne bojo nas fukali, tule pa ne bo šlo, to pa ne gre, mislim, nikakor ne. Je rekel, se spomniš 20 let nazaj, ne vem, igrali smo, ne vem, Rudar Čukarič, ki mogoče bi bila druga zvezdna liga. Se rekel, se spomniš, kaj smo bili, pizdamo materna, tam dol smo ga počakali, ne. Skratka, konc tekme, jaz grem domov in takrat sem kupoval in Ekipo in Sportske novosti in pač kupim ponedeljski časopis. 5. stran, ki pokriva Bunkocligo, masten naslov, v Trbovljah počakali in pretepli sodnika. In ta podoben občutek, pridem jaz enkrat v konzorcij, pa zagledam vse te mestne knjige, ne vem, koliko jih je bilo takrat. Pač ta prva je bila Ljubljanska, Mariborska in tako naprej, mogoče so že Slovenjegraška, Tržaška, prečem, ne. Novijo nas fukali, mislim, pa to pa res ne gre. Mislim, vsak kraj ima svojo knjigo, da Trbovlje ne bi imele svojo knjigo, to pa nikakor ne, no. Skratka, vedel sem, da imamo neko tradicijo pisanja, ki verjetno se je ta zadeva začela tako, jaz ne vem, se je samo ta spoznavanje narave in družbe bilo komplementarno, recimo tudi slovenščina komplementarna temu. Če se spomnite spoznavanje narave in družbe, kako so nas, ta zadeva se je začela z domačim krajem, ne. In potem je bilo, skratka, Trbovščica, pritoki Trbovščice, Bobniščica, mislim pa Planinščica, vsi ti potoki, ki so se zlivali v Trbovščico. Trbovščica seveda se nam je takrat zdela, ker smo bili otroci kot Amazonka, to so pa neki, ali pa Mississippi, to so bili neki pritoki. In pri slovenščini sem vzela podobna zadeva, da je bil poudarek pri slovenščini pri književnosti. Ali je bilo to verjetno že v osnovni šoli, v srednji šoli sigurno, da je bila bolj predstavljena tisti del književnosti, ki je spadal, ki je bil v Trbovljah, ki je bil ozko povezan s Trbovljami.
Skratka, da smo imeli mi mogoče malo večji poudarek kot na nekih drugih srednjih ali pa osnovnih šolah druge po Sloveniji na socialni liriki. Skratka, ker je bilo, ste imeli, ali pa recimo, ne vem, plašč od Ludvika Mrzela je tudi bil, ali kaj. Tako da, no, ok, potem je moja fikcija mogoče to, ampak skratka, vedel sem, da so neki teksti, ki pokrivajo Trbovlje, pa nekih 20 let nazaj mi je pa Aleš Berger, Miran Mihelič tega nisem poznal, mi pa Aleš Berger rekel, daj si preberti knjigo Ure mojih dni. Takrat je bila neka obletnica, Miran Mihelič na mladinski knjigi niso vedeli, ali ne tiskajo, skratka nek ponatis so hoteli narediti, ne. Potem jaz mislim, da so kolevali, ne ponatisnejo ta najbolj znan roman April, ampak so se odločili za Ure mojih dni, za to njeno autobiografijo, ne. In ko sem jaz izbral, sem rekel, Madonna, mislim, imam popolnoma isto percepcijo prostora, vonjev, svetlobe ima, kot jo imam jaz. Ampak ona piše v času, to sem bral, knjiga leta 2000 je šla ta ponatis, skratka, to sem bral nekih malo manj kot 20 let nazaj, ona pa piše o obdobju 1919 do 1924, ki je v Trbovljah živela. In tukaj so se malo začela vrata odpirati, se mi zdi, ne. Mislim, skratka, nekaj se je začel kazati, potem je bila seveda ta šok, da ima vsak kraj ima pred svojo knjigo, Trbovlje nimajo. To sem danes razmišljal, to geneza, kako je sploh do te knjige prišel. Potem je bil pa Cunjak. Cunjak je rekel, dej, reči tistem tvojemu profesorju tam s Trbovlj, da imam eno knjigo za njega, ne. Profesor je seveda Aleš Gulič. Aleš Gulič je naredil leta 1978 Šarabanko. Šarabanka je antologija tekstov, revirji v pesmi in besedi. Skratka, neka antologija, ki je pa širša, ki pač pokriva celotne revirje, ne pokriva samo Trbovlje, kot ga pokriva tale knjiga. No? In skratka, to se mi zdi, da je en segment tega, da je ta knjiga nastala, vzor za to knjigo, je pa prva knjiga z te serije, pa ljubljanska knjiga. Skratka, jaz sem hotel narediti knjigo, kjer bo ti teksti bili na nekem nivoju, skratka, teksti dobro napisani. Da ne bo to literarna knjiga, skratka, književnost, kar pomeni proza, poezija, kratke zgodbe, memoarska proza, spomini, ne pa neka domoznanska knjiga. No. To je to. Ker je pa seveda v Trbovljah nabor takšnih tekstov v primerjavi z Ljubljano, kjer so pač vsi ti najpomembnejši slovenski, tam niti ni pesnikov noter, ampak so samo pisatelji v ljubljanski knjigi. Večina njih se je na nek način ukvarjala z Ljubljano, pa je to Izidor Cankar, ali je to Vitomil Zupan, ali je to Lojze Kovačič, ali so mlajši Kleč pa Blatnik in tako naprej, Mate Dolenc. Sem pa rekel, če hočem pa jaz dobro knjigo na tem nivoju narediti, rabim pa ne, da dam samo po en tekst avtora noter, ampak jih moram dati pa več tekstov. Skratka, tako, da dobim neko zadovoljivo debelino knjige. Skratka, da ne mažem knjige z nekimi teksti, ki bi bili nekvalitetni. No. Skratka, zdaj sem pravzaprav genezo razložil vsega tega. No. Nisi razložil samo geneze, skoraj vso vsebino in koncept in vse. Pa vendarle je zanimivo, da so Trbovlje, bi rekla, skoraj usodno povezane ali vsaj zanimivo življenjsko povezane tudi z dvema velikima slovenskima avtorjema, ki si jo tudi predstavil v svojem naboru tekstov. To sta Ivan Cankar, ki je prisoten tako rekoč na dva načina, kot strankarski kandidat v Trbovljah in na drugi svojo izjemno prozo Kurent, kjer takole zapiše. Kurent se je ozrl in strah ga je bilo vsega, kar je videl. Pokrajina pred njim je bila črna in žalostna. Kurent je rekel, tukaj je Bog zaprl dlan, ko je trosil svoj blagoslov. Črno blato je ležalo na cestah, črn prah na polju, na vaseh. Črne so bile vode, črno je bilo nebo. Oblak je visel nad pokrajino in
se ni ganil. Ne veter ga ni razmaknil, ne sonce ga ni raztopilo. In drugi avtor je Srečko Kosovel. Ja, Cankar pa Kosovel, ne. Kot sem prej rekel, Leko je dal v Šadobanko do Cankare in z Vladotom Kraljem, ki si je tudi Vlado Kralj je profesor moj profesor bil na primerjalnih književnosti, pri katerem sem diplomiral, sva imela pogovor v zvezi s tem, mislim, ali Cankar ja, ali Cankar ne, ali kaj je Cankar, mislim, skratka nekaj komparativistično, bom rekel, že znanstveno skoraj. Vlado je tudi bistveno bolj resno vzel kot jaz, ne. Je rekel, ja, pa to ne moš, mogoče pa to ni to, pa kje so kakšni dokazi, pa kje je kakšno, mislim, dokazno gradivo, da to drži, pa ne moš to kar po nekih sklopih asociacij, pa tako narediti, no. Je rekel, ampak pet pogledat tale pisma Štefki Lefflerjevi in potem dejansko pač piše Cankar kot kandidat se je pač vhodil v Trbovlje, Hrastnik, Radeče in tako naprej. In tisti Cankar, recimo, ki si ti pač Odlomke s Kurenta brala, tisto mislim, da gre dejansko, zdaj bi bilo treba letnice natančno preveriti, kdaj je hodil, kdaj so bila ta pisma pisana, kdaj je Kurent išel, a to drži, a ne drži, ampak meni se zdelo, da je tako evidentna mesta, da so v Kurentu, točno v tem odlomku, recimo, noter, ne. Ena, recimo to, ki si začela brati, ampak tudi naprej so mesta, ki pa mislim, da so še bolj evidentna, ker gre očitno za rudnik, za delo v rudniku, za rodarje, no. Tako da sem rekel, da bi pa, mislim, da gre Cankar noter, ampak ta Cankar, ki si ga prebrala, je ta Cankar, mislim, ta nacionalna substanca, to trpljenje, pismo Cankarjevo, tole pismo, mislim, je pa nek popolnoma drug Cankar. Pa preberem ene 3 stavke iz pisma. Tebi bo za poročno darilo poslal v usnje elegantno vezano slovensko slovnico. Njegova žena kar ne more verjeti, da tehtaš 75 kil. Ona namreč tehta samo 70 kil. Skratka, Cankar zna biti zabavno, mislim, tako da se res, mislim, lahko vprašaš od smeha, valaš po tleh, no. Malo na Tomaža Šalamona in njegova pisma, tole Cankarjevo pismo spomina. S Kosovelom je pa zgodba takšna, ne. Tudi jaz sem v tisti pesmi posvetila rodnemu kraju, te pesmi postavljanje zavistnega študenta primerjalne književnosti, pač pisal o tem, to smo slišali seveda na predavanjih na Fakulteti umetnosti in proletariat, to nesrečno Cankarjevo, Kosovelovo zgodbo, to predavanje je imel v Zagorju in potem je v Zagorju vstal in prespal na železniški postaji, kjer je bilo mrzlo in je dobil pljučnico in potem se je tej pljučnici še meningitis zraven priključil, je Kosovel odšel rdeče in dobil pljučnico, ne. Skratka, in je Kosovel umrl. Ampak, jaz sem v tej knjigi, so teksti, ki se ne dogajajo samo in zgolj v Trbovljah, ampak teksti, ki ta imaginarij teh prebivalcev Trbovlja, ali pa ki širijo ta imaginarij, ali pa ki, bom rekel, da pokrivajo neke življenjske navade, ali pa neka mesta, recimo, no. Ampak Kosovel konkretno. Kosovel v tem tekstu Umetnost in proletarec piše o tej socialni liriki, ne. In noter sta omenjena in Tone Seliškar za zbirko Trbovlje in Mile Klopčič s to prvo zbirko Plamteči okovi. In meni se zdaj to imenitno preden objavim noter pesmi od Seliškarja in od Kosovela, ima dam na nek način neko spremno besedo. Skratka, Kosovel ima je napisal spremno besedo za te objave v tej knjigi. Da pa razložim še tisto, da se ne vežejo osko na Trbovlje. Eni teksti se absolutno vežejo na Trbovlje, recimo. Eni teksti se pa ne veže. Tisto, kar sem prej omenil, Plašč od Ludvika Mrzela, ne. Plašč je neka kratka vinjeta, stran pa pol dolga, ki se dogaja na vožnji z vlakom od Trbovlj do Ljubljane. Ogromno Trbovčanov, tudi jaz sem bil eden od teh, se pač vozi na te relacije in zaradi tega se mi zdaj primerno, da dam ta tekst v knjigo. Isto je Edwin Fritz najprej protestiral, ki sem ga dal v knjigo in sem dal v knjigo neko njegovo pesem, ki se dogaja v teh hribih nad Trbovljami, Marija reka, Kal in tako naprej. In potem sem mu napisal dolgo pismo, sem rekel, poglejte, mislim, ta zadeva obstaja v imaginariju Trbovčanov
In Kal in Marija reka. V Marijo reko so nas peljali v srednji šoli, tam se je pod neko skalo reverska četa skrivala noter. Sem rekel, nas so te peljali. Sem rekel, to je v imaginarju tudi prebivalcev Trbovlja, ne samo tistih v Preboldu. Isto Kalo, recimo. Ne. Pa tudi piše se v Kalu, recimo, v Kalu piše tudi, ne vem, ta znameniti komunist Trbovski Miha Marinko, kako so se dobivali, recimo ti komunisti so se srečevali po hribih, ne, in včasih je mogel prehoditi, en sestank je imel na Kalu, ta drug sestank je imel na planini, to mogel obdelati v enem dnevu, ne, mislim, tako da je hodil, ne vem, 8 ur je hodil, sam po hribih sem pa tja, ne. Skratka, ampak to spada v, vsaj, kakor sem si jaz to knjigo predstavljal, tudi spada v ta imaginari Trbovlja. Ja, načel si že tako rekoč tretji sklop besedil, ki jih si izbral v svojo trboveljsko knjigo, in sicer besedila namenjena revolucionarnemu uporu, krepitvi delavskega gibanja v Trbovljah. To je recimo objavljanje zapisnik zaslišanja orjunašev pa spomini Mihe Marinka. Je pa še četrti sklop, ki si ga namenil Trbovljam, in to je, kot bi rekli, la vie quotidienne, vsakdanje življenje, ki pa je značilno za to socialno okolje, in sicer si tega predstavil predvsem skozi gastronomijo. Kaj je to, Uroš, recimo funštrc, grenadir marš? Znaš vse to pripraviti, ne samo opisati? Znam, seveda. Zdaj si me spomnil v bistvu na eno zelo pomembno komponento, ki bi jo malo spustil. Ko smo se z Lekotom, z Guličem se tudi dosti govorila o genezi, mislim, skratka, kako je bila ta knjiga sestavljena, je rekel, Leko, poglej, je rekel Jana Mlakar, Adamič, ki dela v muzeju v Trbovljah, je rekel, ona piše odlične te etnološke tekste, ki so zdaj v različnih knjigah. Ne. In je rekel, dej si ti to preberi, ne. Skratka, da nimaš ti samo književnosti noter, pa memoristike, pa tako je rekel, preberi si te etnološke tekste. In res, jaz grem to brati. Prvo knjigo dejansko, ki sem imel, je bila kuharska knjiga Teknilo na me, kjer so si te recepti noter. Ne. In potem pa piše Jana o, ne vem, o prehranjevalnih navadah, o higienskih navadah. In jaz sem te njene etnološke tekste porabil kot, skratka, literarni teksti so kot neki zidaki, neki cilji. Ne. Ti etnološki teksti, ki pa dejansko, skratka, z vsemi fakti in dejstvi in opisi korespondirajo z dejansko to resničnostjo, to je zares bilo, ne. Tudi verjetno so ti literarni teksti, je to zares bilo, ampak tisti je šlo skozi nek filter imaginacije, skratka, pa nekako povezujejo in lepijo skupaj te literarne tekste. Ne. Recepti so pa specifični, mislim, so ti recepti, jaz sem mislil, da sem kakšno revolucijo bom v tej knjigi naredil s temi recepti, ne. Potem sem šel druge mestne knjige gledati, sem videl, da ni to revolucija, da se je že to nekdo pred mano spomnil. Ne. Tako sem rekel, super, lepo Kosovo je manifest, naslednji tekst pa recept za, ne vem, pušterca, pa za reglet. No. Ampak vsem dobro deluje v knjigi. To so neke preproste jedi, mislim, ki niso komplicirane, pa ki ne bi bile koliko tukaj nasitne, ne, recimo. Je pa zanimivo, mi je rekla, Katja, ko pa kakšna sladica, jaz ne vem, sladice se pa nisem spomnil, ne. Sem pozabil na sladico, kjer je pa kompot, mislim, kjera sladica je, recimo? Kompot, ne? Škrince, ne? Škrince, ne, saj nismo škrince v Trbovljah delali, kompot smo kuhali, no škrinc pa nismo delali. Škrince smo kupovali. Ja, mislim, zanimivo je pa nekaj, ne, Andrej Blatnik mi vedno, ko so v Frankfurt na knjižnem sejem hodili, rekel, gor imam eno specialno etiopsko restauracijo, rekel, vsak let gremo to etiopsko restauracijo jesti. To sem pa rekel, vem ti. Rekel, jaz imam pa naraj to hrano, ki sem jedel kot otrok, ne. Skratka, regrat, funštrc, ne vem, Matevž kozele, restan krompir, no. Verjetno tudi zaradi nekega bom rekel, tudi verjetno zaradi nekega čist prustovskega efekta, ker me ta okus, ki pač okusen, ki dam, ki v usta me spomna na neke čase, ko je bilo življenje bistveno manj
Govorila sva zdaj tako rekoč o vseh segmentih, temah, ki se jih poskuša s svojim izborom dotakniti. Zdi se vendarle, tudi Kosovel v tem svojem tekstu, ki si ga omenjal, zapiše, tako se stekajo ravno iz vrst delavskega ljudstva življenjske sile v človeško družbo. Zakaj bi delavci vseeno, ako kmetski, tovarniški ali intelektualci, ne mogli ustvarjati lastne duševne kulture? Kulture, ki bi temeljila v trdem delu in življenjske borbi, ter bi oznanjala svetu nov vrelec elementarnega, svežega življenja. Vendarle se zdi, da tak način pisanja, kljub temu, da nas označuješ, da smo stereotipneži, ki na tak način trboveljsko umetnost dojemamo, prevladuje. Pa vendarle, ko prebiramo te tekste podrobneje, se zdi, da je ravno zaradi tega težkega socialnega življenja rudarjev v tem prostoru bilo spraševanje o Bogu toliko bolj na nek način tematizirano. Recimo, ko preberemo Cankarjevo, ta odlomek iz Kurenta, kjer piše, Bog je tu zaprl svojo dlan. Ti zanikaš Boga skozi Ničeja, Bog se pojavlja bodisi kot kontradikcija celo na Lajbachovi, na sliki Lajbachov, ki smo jo uporabili tudi za naslovnico, ta kontradikcija med rdečimi revirji in črnim križem. Skratka, na nek način delavska umetnost, ki vendarle išče tudi neke nove duhovne temelje. Dvomim, da znam jaz na tole vprašanje odgovoriti, mogoče Petra Mlakarja, mislim, da bi Peter Mlakar znal to natančno povedati, mislim, kakor jaz sledim, kaj počne, tako da v tem kontekstu, nekem bogoiskateljskem, se pa nisem nikoli, niti nisem razmišljal o tem. Zdaj, če začnem tukaj nekaj špekulirati, se lahko osramotim in se ne bi rad osramotil, tako da mogoče bi Peter lahko kaj povedal, tako da bomo prepustili besedo čim prej tudi publiki. Še nekaj, kar si že tudi samo omenil, z nečem pa so še povezane Trbovlje iz mojih spominov. To je na nek način železniška postaja, vlak, ki vozi mimo, tudi sam posvetiš pesem večernemu vlaku, bi jo morda delil z nami? V bistvu sem hotel da zadnjo pesem v knjigi prebrati, Čarobna dolina, no, ne večerni vlak. Tudi tisto bo. Ne, ker se fino tako pride in noter je, mislim, kar zadeva likovno gradivo, mislim, da je osnovni slikar v knjigi Janez Knez, seveda, ne, ali z svojimi slikami, ali pa s temi slikami, ki so jih nadgradili, ali Irvini, recimo, ali pa Lajbachi, ne, in noter v tisti pesmi je in Janez Knez nastopa in Rudi Žban, o katerem se pregovoril. Lahko jaz preberem večerni vlak. To je sekstina, to je ena zelo zanimiva forma pesniška, kjer se te besede, ki so na koncu verzu, se ponavljajo skozi celo pesem v različni kombinatoriki. V zraku pisk večernega vlaka, poletje se drobina drobno ogledala, počasno zeleno reko raznaša veter, železniški pragovi so zasneženi s prahom, med drevjem natrgani snopi sonca, v smeri pogleda, kanjon, za hrbtom, Trbovlje. V sanskih ponovitvah zapuščam Trbovlje, na vedno istem rdečem poljskem vlaku, zagrinjam si zavese, ker mi sije sonce, za vrati stranišč miruje ogledala, njihove robove prekriva zlati prah, skozi ozke špranje ga prinaša veter. Moje misli meša izmišljen veter, miroval je, ko sem bil v Trbovljah, a od ceste se je vseeno dvignil poletni prah. Glas napovedovalca je najavil prihod vlaka. V čakalnici so ženske za manj iskale ogledala, zvok na tiri je bil podoben jeziku sonca. Zavijamo, izginja in tlni sonce, in doseže ga več šipki veter, čeprav je vztrajen, ko raste s površine ogledala. Nemogoče,
je iz življenja izriniti Trbovlje. Naj jih še tako zapuščam v starodavnem vlaku, očiščenem, a pokritem z bakrenim prahom. Pred očmi plešejo iglice prahu, vidne so, ker se je vrnilo sonce in je smer spremenil drdrajoči vlak. Pri tem ga ni oviral veter, ne ustnice, ki venomer ponavljajo Trbovlje, kot bi se oglašale iz žepnih ogledal. Ko enkrat odideš, se spraznijo ogledala, namesto tebe se vanja gleda prah, prah v tvojem kovčku postanejo Trbovlje, še vedno se jih dotika pozno sonce in drevesa nad njimi sprehaja večerni veter, ki ga je že pozabil večerni vlak. Vlak nima voznega reda, v njem so tisoči ogledal, veter piha skoznja in preganja prah, polnočno sonce sije na Trbovlje. Hvala, Uroš, zakaj sem želela, da prebereš to pesem. Zaradi metafore prihajanja in odhajanja, ki je tu tako čudovito prisotna, tudi asociativno na Župančičevo znamenito pesem Vlak. In ta metafora prihajanja in odhajanja, približevanja in nekako odtujevanja, da lahko na svoje rodne Trbovlje pogledaš z vseh perspektiv, je morda celo nujna, da lahko o njih reflektiraš, pišeš tudi v svojih esejih. In ena druga metafora je še, ki je značilna za tvoj pogled na Trbovlje in ki je tudi prisotna v tej pesmi, to je prah, ki ga ti skozi podobo sonca, osončenih, ožarjenih Trbovelj, doživljaš ne kot črni prah, kot ga je predvsem Cankar, ampak pogosto kot zlati prah. To je Leko ima tudi tekst noter, nekrat poetnični tekst o Trbovljah, ki ima tudi ta zlati prah noter. In ga je Marko Gorja zadnjič, ki smo imeli intervju na radio, ga vprašal, je rekel, poglej, je rekel, jaz sem nekaj v zlati prah obral, potem je pa še Leko, in je rekel, neka določena svetlova, pa ki so te hiše, te kasarne, ti hauzi, kot se reče, so noter na Antonijevi fotografiji, je rekel, ki pride neka taka svetlova, neka ura, dejansko ti objekti delujejo, kot bi bili posuti z nekim zlatim prahom. Jaz dodam še neko bakreno rjavino, ki je spet neka rjavina, ali me to asociira, ne vem, železniški pragovi, tisti pesek, kamenje med pragovi, ali so to bile te fasade teh tovarn, recimo. Skratka, tako dve barvi se mi zdita, da sta prevladujoči, mogoče seveda tudi precejeni skozi neko mojo domišljijo in s tem še bolj poudarjeni, ampak čisto ob nekih določenih trenutkih, verjetno ob teh vsaj zame najlepših dnevnih trenutkih, ko imamo občutek, da vse stoji, recimo, to je recimo ta čas, junij, skratka okrog 20. junija, in te večerne ure, recimo, ki je dolg dan. Recimo, to, ki se mi zdi, da bi lahko, če bi šel gledati, pa iskati, ali pa sem to videl, ali sem pa mogoče sanjal, recimo, da so bile te barve, da je bil ta prah. Ampak zanimivo, Leko je povedal čisto zadevo, je rekel, to se tako vid, mislim, to je tako, može nekaj na tem mogoče. In skozi to podobo smo prišli do čarobne doline. Izvoli, Uroš. To pesem sem pa, mislim, da ne vem, koliko leti že nisem bral, zadnjo v Krakovu pred leti. Čarobna dolina. Pesem je pisana po Česlavu Milošu. Česlav Miloš je poljski Nobelovec. On je pa napisal Čarobno goro, ampak jaz sem kulturen kontekst zamenil in vse te zadeve. Tako da je vezana na Trbovlje in na mesto, na prebivalce, na resnične ljudi, ki jih nažalost ni več, ki so se, bom rekel, preselili med prikazni. Ne vem več, kdaj je umrl Janez Knez. Je bilo to lani, mogoče pred 2 letoma.
Niti ne, kdaj je umrl Rudi Špan. Z Janezom sva redko govorila, a zdelo se je, da je bil od nekdaj tam, nesprijaznen s krajem, kjer je pognal korenine in kjer so si letni časi vedno sledili v pravilnem zaporedju. Težko je reči, kaj je sanjal. Mogoče lebdeča drevesa, videna skozi blede barve akvarelov, ali pa od rumenega zraka odluščene industrijske objekte, ki jih je urezoval linolej. Knez. Izviral je iz Dobovca, vasi pod Kumom, in imel se je za Komljanca. V 60-ih smo bili sosedi in njegova podoba slikarja skozi bradico je name naredila močan vtis. Rudi Špan pa je bil velik poznavalec glasbe. Na vsako, tudi najkrajšo pot po mestu, je s sabo vzel nekaj long playk. Avgust je topel in miren, julija gozdovi potemnijo, ko jih mimogrede nagovori blagi mrak, lastovke v septembru krožijo okrog daljnovodov, preden se preselijo v podsaharsko Afriko. Oktobra listavci tekmujejo v razkazovanju barv, potem odvržejo obleke in razgaljeni kljubujejo zmrzali in januarskemu mrazu. Le iglavci, više v hribih, vse leto vztrajajo ogrnjeni v svojo temno zelenino. Janez je imel prav. Nemogoče se je bilo pomiriti s tem krajem, rešiti svet, če si ostal. Nobene slave ni bilo in vsi napori so bili obsojeni na propad, na zlaganje kitic čričkom, skritim v visoki travi in delavcem, ki so vsako jutro v kolonah vstopali skozi temna vrata temnih tovarn. In potem je minilo. Kaj je minilo? Življenje. Dolgo sem skrival svoje poraze, a zdaj me ni več sram in prenehal sem bežati in se pretvarjati, da sem nekdo drug. Z besedami vztrajno rišem le še to dolino in s poznim soncem ožarjeno gozdnato pokrajino nad njo, v kateri sem omamljen od pričakovanja nekoč stal. Spoštovani akademski slikar Janez Knez, spoštovani poznavalec glasbe Rudi Špan, spoštovani pesnik Uroš Zupan, ki je obmiroval v davnih podobah. Sonce zahaja, hladni dnevi počasi ugašajo zunaj in na koledarju. Lastovkam se je selitev že prelomila na polovico, na čarobno dolino pa tihi večerni zrak neutrudno znanja, da se bliža še ena pomlad. Hvala Urošu Zupanu za to napoved pomladi, za iskanje novih podob Trbovelj v času, ko so se rudniki zaprli, iskanje novih identitet mesta. Prepričani smo, da je trboveljska knjiga eden od načinov ali pa ena od tistih govoric, ki vodi k temu iskanju, ki nagovarja k odkrivanju novih izzivov in navdihov. Prepričana sem, da smo vas danes nagovorili prav s tem, da Trbovelj ne bi bilo brez Uroša Zupana v literarni podobi in ne Uroša Zupana brez Trbovelj. To je danes s tvojim branjem, s tvojo poezijo še toliko bolj prišlo do izraza. Vsekakor pa trboveljske knjige ne bi bilo brez številnih avtorjev, dedičev avtorskih pravic in drugih, ki so bili pripravljeni dovoliti objavo besedil, likovnih del in tudi stripa, seveda, Lucije in Damjana Stepančiča, to sva pozabila, in naj se vsem tem na tem mestu iskreno zahvalim. Seveda pa velja največja zahvala Urošu Zupanu. Jaz se pa tebi zahvaljujem, skratka, ker si bila pripravljena vzeti to knjigo v program. Še bolj pa mogoče, ker se ne
predsednik Matice nista nič mešala v moj uredniški koncept in sta mi dala proste roke, da sem knjigo lahko naredil takšno, kakršna je. Hvala lepa. Hvala, Uroš. In hvala vam, da ste prišli danes in počastili izid trboveljske knjige, ki jo bomo predstavljali tudi v nadaljevanju, upajmo, da čim prej tudi v Trbovljah. Hvala lepa.